The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Preden začnemo s podcastom, sam še na hiter o našem izletu konec septembra. Tukaj imate hiter intro, kje bomo nastanjeni, se pravi, za vse bo poskrbljen za vas, tako da vse, kar vi rabite, je kolo, kolesarska oprema, dobra volja, od tur, organizacije, rezervnih stvari itd. Za vse bomo mi poskrbeli. Ter prijavite, imeli se bomo lušten, predvsem bomo pa veliko kilometrov naredili. Tako da, če pa kdo na omogu, lahko pa une dni ostane pač v hotelu in še poskrbljen bo za to, da bomo šli v fitness in bomo še tam pokazali par vaj, ki jih pol lahko pač logično delate celo zimo, da boste imeli še več moči pol spomlad za naslednjo sezono. Zdaj pa nazaj na podcast. Čau! Evo, bum bam, dobrodošli na še en kolesarski čvek. Danes je z mano spet Petra, ki je fenomenalne volje. Vsi sem. O čem se bo danes pogovarjala? Se pravi, imava par koles za ocent, potem so zdaj kar nekaj teh pripravljalnih dirk, ki moram priznati, da nisva gledala vsake etape od vseh dirk, ker preprosto ni bilo časa, tako da to bo šlo zelo na hiter čez. Pol zaključili smo z akcijo Čal ta teden. So v akciji čelade, se pravi, če se kup eno, dobite zraven gratis bidon, če se kup 2, 10% popusta, če se nabav 3 ali več, ker pri očalih vas je kar nekaj bilo, ker vas je 3 očala ali več kupil, pride pa 20% popusta. Čelad je pa zelo še mal, predvsem medium velikosti, so samo še črne ostale, teh je mislim, da manjka 10 še, tako da tiste, ki zanima, pejte na spletno stran, akcija je že live, jutr pa, v bistvu, ko te pa vi to začeli gledati, bo pa, da ne bo nobenega, da se oglasi še ne bo začela rolati še kakšno uro, pol bo pa oglasi, tako da mislim, da se bo v črnih barvah kar hiter prodale čelade, medium velikosti, tako da to je to za ta teden. Pol bi pa jaz še tisti, ki ste gledali, kakšen mesec nazaj je bila tukaj Barbara, ki se je začel zbirati denar za fanta iz Ribance, pa sem jaz glih danes dobil paket od proteinov, se pravi bidonček, 2 gela, bom na naslednjem podcastu povedal, a so dobri ali ne. Imajo 48 gramov karbov na gel, pol smo pa dobili še tole majico. Evo, takole zgleda. Sem rekel, da bom zbral 1000 kilometrov v teh 3 tednih, pa mislim, da mi je ratal. Tako da, to je to. Nabral se je pa 92,000 kilometrov, oni so pa za vsakih 10, se pravi, vsak kilometr je štel 10 centov in za 92,000 kilometrov so zdaj zbrali denarja. Tako da, evo, to je to. Lepa nota iz proteinov, tako da sem mogel danes, ko sem dobil tale paket, to povedati. Tako da, zdaj pa gre začeti. Petra, kako si, kakšen vikend si imela? Ja, jaz sem super. Vse vikend sva imela kar nekaj skupen. Jaz sem imela še malo bolj pestrga, kot ti po moje. Si spet zamudil en lep dogodek. Ne vem, kva ne hodiš z nami malo žurati. Sam tam doma, če piš, ne vem, kva te to zadržuje. Tako da ja, meni je bilo lep vikend. Veliko sem se nakolesarila, videla sem Tadeja Pogačarja, bila sem zelo blizu njega. Tudi vsi ostali Slovenci, sem kar nekaj ostalih kolesarjev dobrih je bilo. Malo smo se podružili mogoče za ljudmi, ki se glih ne vidimo vsak dan, ampak smo na nekih vezah, malo poslovno, malo kolesarsko in tako da je bilo zelo zabaven in zelo lušten in tukaj govorim zdaj o tem dogodku v Komendi. Pol tudi včeraj, malo bolj težek dan bil, pol jutro je bilo težko, ampak v redu. Zdaj se že navajam malo teh jutr, že kar vsak teden, tako da bo treba to malo počas. Imam še rojsten dan, pa končamo s tem. Pa se lotimo spet bolj resno zadeve. Evo, preden začneva tole s Komendo, moram še nekaj sem pozabil. Klele zadnji imam eno slikco, ki je moja mami narisala, tale kolesarski čvek pride v kratkem še lepš narisana, tako da ta je prva testna, tako da hvala mami, ki si narisala slikco. No, špela super je, zelo lepo.
Pa mogoče bi začel, mi smo šli pa, se pravi, v soboto smo imeli traso, ko smo šli na Črni vrh, strma Rebr, ne? Ali kako se reče? Pasja Ravan. Pasja Ravan, ok. No, Ja. tja gor. In moram reči, da toliko lepih koncev jaz nisem vedel, da imamo okrog Ljubljane. Tja To gor je ti, jaz še ki si nisem šel vezan okoli. skozi na tisto besenco, ki se voza že cel Posebej besenca je ful lepa. Ja, vse je Samo lepa, je ampak kratka, če si ne? skozi vozaš tam po tistih koncih, pol niti ne poznaš. Jaz sem te Polhograjce imam kar prekolesarjene, tudi drugače. Mi smo klele dobra lokacija, ker lahko se kar na različne konce Ljubljane odpeljemo in Polhograjci so eni takih. In ja, ta Črni vrh, pa gor Pasja Ravan, pa tudi cesta je zdaj že kar lepo zrihtana, sicer za gor na Črni vrh vmes je še mečkan za urediti, ampak so potem spusti urejeni, niso več tako nevarna cesta, ni več tako na obe strani in dol, se pravi v Poljansko dolino in na Lučne, to mi nismo šli, se tudi lepo zdaj pride, je tudi nova cesta, nov asfalt. Tako da je pa to kar konkreten klanc, tako da če rabiš kakšen klanc blizu Ljubljane, pa da ga je malo dlj, pa da je malo bolj, ima tudi neki naklona na določenih delih, je to sigurno kar lep klanc. Koliko je pa povprečen, jaz niti nisem gledal pol klanca, kako, ene 30 minut ga je bilo vse skupaj za naše amaterske noge. Ne vem, če ga je toliko. Ja, ga je bilo malo manj. Mislim, da je 25 minut. Mislim, da je ja, za naše amatersko. Sam iz zunaj strani ga pa je 30, zihar. Zunaj, ko smo šli mi dol, se še nikoli nisem gor pelala, ker je tudi vmes asfalta ni bilo, je bil makadam, tako da je čisto nov asfalt in da lahko pogledate na Stravi, kje smo se vozili. Je tam kar delval, ja, dolg časa se uspenja, mečkam bolj tisto spompu, tisti, ki je ni taki soteskici noter, tisti verjetno ni veliko naklona, ne, ker smo ga tudi navzdol kar poganjati, ampak potem se pa začne kar lep klanc, pa kar lepo strm. Mislim, iz Poljanske gor je ja, iz po moje Poljanske daljši. je daljši, pa strmejši, ker ti greš iz nižjega štartaš, a ne. Do Polhograjca se že skozi iz Ljubljane mečkam dviguješ gliha, ne. Tako da tam pa greš res iz verjetno večje, z nižji štartaš na isto višino, je pa točno 1000 metrov Pasja Ravan nadmorske višine, tako da smo kar prišli delež. Štartaš pa iz koliko, iz enih koliko? Ja, štartaš smo kaj iz Ljubljane. Iz Poljanske je koliko? Ne vem. Po mojem, ne vem, jaz mislim, da ima Poljanska ne toliko Ljubljana. Dobrih 300. Ja. Okay. Ne, meni je bil ful lep konc, tako da bom zihar še šel. Pa glih po moje ta krog, če bi štartali iz Ljubljane, koliko? Da ne bi šli še do Naceta gor, jaz bi imel glih slabih 100. Nace ima cel klanc tam 6, pa na sredno za 12, pa bi jih bilo... ja, manj, jaz sem jih imela 97, se pravi ne 85 km brez Naceta, bi pa kar nekaj prišparil na času, ker je Nace klanca, ne. Tako da, če bi hotel, se da, ne narediti, da se v bistvu samo zapeleš čez Pasjo Ravan, dol v Poljansko dolino, pa tako, mi, ko smo šli čez Katarino nazaj, ko je sicer, smo malo pogagali tam na tisti strm klanc, ampak malo strminčke je bilo, ampak zato, ker smo bili že malo pečeni in malo smo vsi že pozabili, da je tudi z te strani Katarina vseeno ima neki naklona na koncu. Ampak ja, če greš to, mislim, da se da, to bi kar dalo v 1-3 urah lepo narediti ta krog za en tak kar konkretno vožnjo. Tako da bi se tudi med tednom to spela ta krog. No. Ful je bil lušten. No, skratka, naslednji dan smo šli pa jaz, Jaka, pa Miha še leta podpeljati, ne? Krog iz Ljubljane, mislim, jaz sem šel z Ljubljane, ona da sta iz Kamnika štartala in veš, da sem bil presenečen, ta je po moje en izmed najhitrejših maratonov tako po brzini. Ja, se ti spomniš, koliko ste imeli povprečno? Ja, 36 v prvem krogu. Koliko si imela pa na Franji? 35. Aha, okay. Ampak to je, jaz sem lani peljala tako dolgo, ne? Ja. In smo v bistvu ta prvi krog, ki je to, kar ste vi odvozili, kler je sletine, ampak je leti zato, ker je v bistvu zelo veliko ravnega klanca, relativno, to sva že debatirala, pač ni ga toliko velik, pa dosti se ga da hitro odpeljati. Še za pod nogo.
Tako, potem je pa zelo veliko dol tega spuščanja, zelo dol do Kranja, praktično si ves čas navzdol in tam res leti. To tudi ta zadnji del, to se pele, ni ravno v bistvu, ne, od Brda dol, to je 50 na uro, se kar pele. In tudi pol spust. Tako da, ja, jaz sem takrat pogledala na števc in sem imela zelo, zelo veliko povprečno. V tem krogu na koncu po sami dirki po tej dolgi sem imela pa 31 za 5 manj, ker je potem se šele začel težji del dirke, pa kontra veter, tiste je bilo krno, tako lanskrat kar zanimiv. Ne, jaz, ko sem gledal... Hiter, ja. Je hiter, je pa tako, je pa tudi kratko, ne, če tako gledaš, dobrih 80 km, pa tudi nekaj norih višincev ni, tako da ja, približno je tako zadeva hitra, kot je ena mala Franja, s tem, da je kle še malo hitrejši. Še si pravim, ker je tudi krajša, ne? Vsa zadeva, le 20 km je krajša od male Franje, pa velike te vožnje spuščanja. Ne? Ne, mi, ko smo bili sam trije, ne? Se pravi, v skupini more to še 5krat bolj leteti. Pa sem jaz na koncu povprečno, pa sem naredil 117, vse skupaj, s tem sem se vozil 15 km v eno smer, pa 15 v drugo smer, ka po jajcih, 25 do 30 na uro. Pa sem imel na koncu 30 pa pol ali koliko povprečno, tako da smo ga že mi... Ja, nisem leti, ja, gre, je hiter. Ne? Ta kratek del je hiter. Je pa tako, mislim, kar sem hotel poudariti, je, da je treba res orank merkati, pa ko se pride nazaj v Kranj noter, ker cesta ni najlepša, dosti tudi kakšnih teh stebričkov ali kukarkoli na cest. Ja, sam je pa, moram pa reči, da je pa recimo, nam primerjala z nobeno dirko, no, ampak je zelo dobro zaščitena ta dirka, se pravi letap ima vrhunsko narejeno organizacijo in kar se tiče varnosti je na najvišjem nivoju res poskrbljen, to je res tako, kakor da bi skrbeli za nekoga, ki bi na turu vozila, ne. In so take zaščite, da saj jaz pa zelo dobro poznam Andija, pa mi tudi daj kaj pršepne na ušeska, mogoče ni za vsega zaslišati, ampak le lahko definitivno potrdim, da ni bilo nobenih hujših padcev, nobenih hujših nesreč, tudi sploh ne na otokih, nam zdaj se preč, ker lahko se to leto zgodi, ampak edini kakšen padec, ki je bil, so te spusti, glih iz Sidraža dol je eden ovink zelo, zelo rizičen, kjer je samo prvo leto bila nesreča, potem so že vedeli, kje je tudi ta del, so motoristi na vseh delih, opozarjajo, res zelo dobro usmerjajo s temi puščicami, res na tak način, ko vidimo na turu, no. To da tako, da če hočeš doživeti, no, tako da je nevaren, ampak je toliko zaščiten in taka širina, pa vsem so manjše skupine, no, ni to zdaj naleti kar cela ekipa, ker še vedno to pridejo voziti različni sposobnosti, pa manj jih je kakor na Franji, a ne, veliko manj in se v bistvu ta zadeva zelo lepo razbije in nas je bilo, ne vem, recimo 30-40 v skupini, kle vem, kje misliš proti Kranju, ko se vozaš, ampak to je toliko letel in tako lepo in tudi moram reči, da kle pridejo kolesarji, saj kar sem jaz zaznala, zelo pozorni en do drugega, kle se je vedno kazali so se, opozarjali se je veliko bolj, no, kakor moram reči. Zdaj, zato, ker pridejo malo drugačni vsem tekmovalci. Ja, ne vem, kako je spredi, ampak tako, ko smo se mi vozili, pa je bilo meni že... No, pa vi ste bili v prometu, ne? Vi ste bili v prometu, zdaj te moraš povedati, da je cesta zaprta, da prometa ni. Mislim, leti, ampak res nimaš feelinga, da si na čemrkoli navarno. Da bi bilo karkoli leti, ampak je res dobro spremstvo in klele tudi je to leti kle dol proti Brda, dol proti Kranju, ponavadi se itak postavi eden od spredi in se kar hitre smene delajo, saj do zdaj, kar sem jaz vozila in je res letel, ampak do zdaj, če si od spredi, jaz mislim, da prijaš zelo kvalitetnimi kolesarji naprej in ni bilo nobenega problema nikoli. Tako da zelo, zelo dober lepo se prepele nazaj v Kranj. Okay. Ne, meni je bilo tako, ko smo šli mi trije, pa je bilo že tako na parih koncih, pismo, moraš biti kar ekstra pozoren, ker mogoče cesta, ki ni najlepša in pol, če ne gledaš glih ti tudi naprej, pa če ti ne pokaže, ne preletiš direkt, lukne so direkt sred ceste. No, vse to moram reči, da je bilo zelo veliko enega kazanja, zelo veliko enega opozoril, tudi
Ja, zdaj ne vem točno, kje misliš toliko na to cesto, to misliš pa že v Kranju noter. Mislim, načeloma v Kranju je tako malo ovinkas, pol mi je bilo tam eno ovinkje, ki prideš že v Škofjo Loko, pa greš tako v eno ulico dol, pol je pa tak lev ovink oster, kot spet cesta, res je, da je bilo prometno, ne, ampak tam, koš preletu dol, tam preletiš, ne vem, 60-70 na uro v ovink. Kle mislim, da je še zaprta vožnja. Dolg časa je zaprta vožnja. Ok, to pa nisem vedel. Čeprav ne vem, je že bila sproščena ali ne, kar zelo dolg časa je zaprta vožnja in se potem v bistvu odpre in ja, v bistvu v Škofjo Loko prideš po eni stranski cesti na to glavno cesto, ki prihaja iz Železnikov, a ne? In tukaj je en tak... Se glih ta ovink nisem. Ja, ampak... Ne, ker ne vem, jaz sem mislil, da je odprta od štarta. Še toliko velik na kupu, da sploh ne vem, kaj po mojem glih nekje mogel se sprostiti štart malo prej. Ja, ker če se sprosti štart kle, pri Škofji Loki pol je idealno. Ne? Zdaj, mislim, da je bil že prej sproščen, ampak bilo je ful, kleni, vem, kaj misliš tam, ampak... Ne, ker že tudi kle, ker greš iz Kranja dol, ne? Ta iz Kranja, to je zaprta vožnja. Aha, ker tam se preleti, jaz vem, da tam bi šel... Ne, klej pa zaprta vožnja od spredi in to se bremza in v bistvu je kar zelo hektičen štart, moram reči, da je glih eden mojih najljubših štartov. Čak sam, če je zaprta vožnja, kaj pa je hektično bolj? Je tako, a veš, v bistvu mi štartamo od spredi v vipu, a ne, in začne vse pritiskati naprej in ti se voziš ves čas od spredi in ne vem, vgromanje cviljanja, bremz. Ne vem, jaz sem skozi tako občutek, kje bo kdo preletel v koga, ampak nikoli ni še nič bilo. Tako da ja, je pa zanimivo. In se kar nekaj časa potem, to je bilo lani prvič, je bil štart kleče Škofjo Loko, prej je bil pa na... malo drugače bilo, no. Okay. Ni bilo na Škofjo Loko. Pa, ko se gre na Sidraž gor, to prideš v bistvu iz Kamnika, greš čez Kamnik ali prideš iz druge ceste? Ne, gre čez Kamnik, iz Tunc. Ok, dobro. No, skratka, drugač pa trasa lepa, no. Jaz že komi čakam. Ja, jaz moram priznati, da na tej trasi še nikoli nisem videla nič lepega, zato ker še se nisem, mislim, da te trase odpeljala nekih, tudi prvič, ko sem šla, nisem poznala Sidraža, mislim, da dvakrat sem bila na Sidražu, trikrat, mislim, vsakič je bilo to na letapu, nikoli nisem to vozila pol, tako, normalno. Ja, jaz sem postavil tako da si še nisem ogledala enak cajt, kakor sem imel personal best takrat, ko sem se dosti vozil. Se pravi, ko sem malo bolj treniral, sem imel čisto isti cajt zdaj, ko smo šli na delo, ko smo imeli vsi trde noge, pa sem šel že od začetka gor in ja, se je šlo kar v redu. Sem imel v bistvu isti cajt. Ja, klej, moram reči, da tukaj drugače, če se peleš ista prvimi od spredi, ko to letiš že prej, prideš že tako tudi do klanca, že kar veš, da si se že prej neki vozil, no, tako da to kar leti prej do klanca, tako da jaz si ta klanc vedno vzamem, zdaj ker malo od začetka rajš si ga malo z rezervo, pa ga pol po počutju malo stopnujem, ker je na koncu pol malo bolj strmo in ga pol rajš ti zdaj probam tam nekako reči razliko narediti. Ne, strmo je na začetku. Ne, tam na koncu, preden prideš, take serpentince so. Ni na začetku strm. Ja, sem to... Mislim, sej ni dolg klanca, ne? Ne, ni dolg, ampak se pravim, je pa definitivno klanc, jaz se ne zakadim na ta klanc, moram reči, da se jih pa veliko zakadi, pa... Nič, zdaj greva zdaj na komendo. Veš kaj, zdaj, ko so lih pri temu letapu, da sta bila, pa lahko sam še to poveva, da imamo v bistvu čez 14, ne to soboto, ampak naslednjo soboto, imamo še en druženje letap. Okay. Moram se še z Andijem, no, upam, da ni pozabil. Se pravi, za začetek Vuelte. Tako, za začetek Vuelte imamo še eno druženje letap in potem bo še ene par dni čas se prijaviti na letap do konca avgusta, ker oni pa zaprejo prijave, se ne da zadnji dan prijaviti, tako da tam se še lahko pridete, pa se z nami zapeljate, pa vidite vso zadevo skup. Se prijavite, če mene pocukate, lahko še kakšno kodo dobite za popust. To už naslednje, da vam povedala, kakšna trasa, ne? Tako se šli, ampak to glihka sva bila pri temu. Ok, se pravi, v soboto smo šli mi čez Polhograjce, vi ste šli pol zvečer še v komendo navijati. Ja, in je bilo res, kakor sem malo
najprej se mi nekaj niti ni preveč dal, pa šla ali ne, pa klere je bilo luštan, pa sploh nisem vedela, pa nač gremo in smo šli, ja, še neki par nas je šlo klele iz lokala. Tako da moram reči, da je bilo pa ful dobro. Tam je bilo vse organizirano zelo lepo, prostora je bilo dosti zaparkirati, na hipodromu so naredili parkirišče za avtomobile, sicer je bilo pol malo problem za ven, jasno prideti, ker moram reči, da so ljudje kar počakali do konca, do podelitve. Bilo je prej kar vroče čez dan, tako da mi smo bili že kar dosti zgodaj. Si bili orang žejni pol, ne? Ja, no. Pa niti nismo bili toliko žejni, ker smo malo zmatrani, si bil od kolesa prej in pol vse skupaj in pol to malo bolj tako malo drugače užge. Šli smo pogledati najprej Žigata, smo gledali, kaj je štartu, navijali za njega in moram reči, da je bil 9. Tako da je bil zelo dober, pa se mi zdi, da so bili teli mladinci zelo kar velika konkurenca, no. Zelo velikih je bilo na cesti teh fantov, po mojem najštevilčnejši, no. Tako da je bilo tudi zanimivo zagledati. Cela trasa je bila kilometrski krog z enim takim vzpončkom mimo cerkve. Sicer, ko to peleš en krog, verjetno se ti ne zdi vse skup nič, ampak ko jih moraš pa pelati, ne vem, Žiga jih je, mislim, da 21, teli profi so jih imeli 35, na koncu pa verjetno to nekaj nanese, ne, tako da je bilo kar zanimiv za gledati, dosti tak spektakularen, se pravim, veliko ljudi, da smo se lahko malo pogovorili, malo poklepetali, srečali z različnih koncev. Tako da tedaj je dajal podpise, trudil se jih je dajati čim bolj, no, ampak vem, da je bilo to kar naporen. Mogoče bi mogli malo drugače postaviti vso zadevo, on je mogoče za eno ograjo pleza, da je prišel do fenov, tako mogoče bi mečkan lahko ta del malo drugače prilagodili, da za te zbiranje podpisov. Drugače pa ja, mi smo bili pol v cilju, gor v cilju bil se en žerjav postavljen, tako da so dol gledali žerjava tudi in je bilo res tako vzdušje, mogoče nekdo, kar res ni bil še na turu, si lahko predstavlja, da nekaj tazga, kar je bilo na tem vzponu, je na turu, sam še vse skupaj večji in je bilo kar zanimivo, no. Dobro so naredili vse skupaj. Okay. Potem je bila podelitev, mi smo počakali do konca podelitve, bili smo zmatrani tudi mi, pa tudi kolesari, tako da. Pa smo se pa počasi domov odpeljali, no. Ja. Ok. No, važno, da je bilo lušten. Tako da včeraj sem šla pa še malo na kolo, pa še na eno praznovanje, eno okroglega rojstnega dneva, tako da tam dobro razgledava, ne? Ne. Kode, ne. Dobro, da ni runde danes. Je bilo še kaj, jaz nisem nič slovenske scene zdaj spremljal. Ne, mislim, da zdaj smo se pogovarjali, da je škoda, da v bistvu zdaj dobro, ja, se jasno dopusti so in verjetno ne bi bilo veliko ljudi na nekih dirkah, tako da dejansko so neki vzponi, ne, tako kot vemo, da so, ampak pač nekako ti vzponi ni enako dirki. Kakšen vzpon? Vzpon je bil na Zasavsko sveto, ne vem, če je bil prejšnji vikend je bil. Aha. Do tega okay. Pa ne vem. Okay. Prejšnji vikend je bil na Zasavsko sveto goro, ko je Habič zmagal spet v svoji konkurenci, ker to bi že lahko bil skoraj malo dirka, ne samo vzpon, ker je dejansko vzpon, pa malo spusta, ampak ja, je v glavnem vzpon, tako da je tudi težek vzpon. Ti poznaš ta klanc? Ne poznaš? Da nisi šel z nami? Smo imeli ponavadi velo izlet, smo naredili skoraj vsak let. A to je gor na Geos? Zagorja. A to je na Geos? Ne, iz Zagorja gor. To je Rogličev teren, tam je on treniral, Zasavska sveta gora. Fajn strmo. Pol je razlog da nisem šel še nikoli. Neverjeten. Nimam prav veliko vesela. Ok. Jaz sem najdel prvi review Colnagota Y1 RS in tak review, rečemo, ki bi mu lahko verjel, ki ga je dejansko človek pač vozil, pa da nisem nakladanje noter. Skratka, kolo je kar orang pohvalil, ga je primeril, mislim, da z V4 RS ali V5 RS. Mi je rekel, da je bil kukar je aerobike, da tudi v klanc gor ne deluje tak težek, da te ne drži nekdo na elastiki, da je tudi zelo udoben, kar je za aerobike tudi pač tako
rečemo, da čuden. Je bila pa teža brez pedal s top upremo, sicer se mi zdi, da je imel ta nizke obroče gor, da niti niso bili ta visoki, tako da to je bila ena kritika, 7,7. Tako da prav lahek pač ni. Ja, tako da to je zelo na hitro. To ga je testiral, mislim, da je, zdaj ne vem, mislim, da je nek Američan. Sem Vračič imel pa enega Y7,3 zančkor. To je zdaj spet vprašanje, kaj je imel ta človek. Ja, ne vem, mislim, da so bili... Kaj pa je imel premo? Ja, Dura Ace pa Vision, Metro, neke obroče gor, ki jih je skritiziral, da so pač preniski. Vprašanje, ne vem pa, kakšna je teža. Če sploh lahko začutil še res tako dobro, če ni imel še feltan glih. Top shit. Mislim, on ga je načeloma pohvalil, je pa ja, za to težo je pač povedal, tako da to je to tisti, ki vas zanima, če vpišete sam Colnago Y1 RS review v YouTube, pa mislim, da bo med prvimi, vam ga bo najdelno. Tako da, ka vem, da vas je zihar neki, ka se zanimate za ta bike, tako da je to. Pol Remko uradno podpisal za Red Bull. Kakšna se ti zdi, da bo zdaj dinamika v Red Bullu? Ne vem. Te najprej še to vprašam. A misliš, da je Roglič to vedel že pred turom? Ja. To mislim, da se ta zadeva z Remkotom že kar nekaj časa vrti. Zdaj to ni, on že lani ni bila skrivnost, da je imel želje zapustiti Zodal. In mislim, da to zadeva, da bi prišel Remko v Boro, niti ni bila neka taka skrivnost, grozna ali pa neko noro presenečenje. In če si malo spremljaš to kolesarski ta svet oziroma vse te zadeve, kaj se dogaja, je bilo mogoče zapričakovati, da Remko, če ne letos, a ne pa jasno drug let, ko bi mu potekla pogodba, da bi najverjetneje na koncu pristal v Bori. On je tudi malo vezan na ta Specialized raven, tako da tukaj, če je hotel zapustiti to ekipo, nekako ni bilo niti nekaj drugega vprašanja, kam bi šel. Bil je še ta Ineos pod vprašanjem, kamor ne bi tudi nekje potihem prihajal Specialized, ampak to so še tako zadeve, a ne zdaj vprašanje, to se je govorilo, mogoče se je temu govorilo, dokler je bil Remko aktualen tudi za Ineos, pa da zdaj ne vem, bomo videli, kaj bo prišlo v Ineos. Ampak jaz mislim, da je to Roglič, če drugega, če ni vedel, je pa lahko pričakoval, no, če kukar toliko malo, če je razmišljal sploh o tem, če on sploh razmišlja o takih stvarih, kdo prihaja, kdo ne prihaja. Ne, govorim zaradi vsega, kar je bilo na turu. Na turu, ja, vse to, zdaj to, kar je bilo na turu, zdaj beremo in poslušamo, je še kar vsak dan nekaj preberem. To so vedno sta dve strani, a ne dve plati, eno beremo od nemških časopisov kar grozne kritike, po drugi strani beremo potem spet nekako našo smer. Potem že beremo o nekih novih prestopih možnih Rogliča, da bo zapustil Boro, kar jaz mislim, da je kar velika verjetnost, da se bo to zgodilo. Zdaj pa drugače, ja, dinamika v Bori, oni bojo imeli Remkota, Lipovica in pa Pelicarja, 3 kar dobre mlade fante. Neki so še podpisali, še enega so podpisali, Remkota, še neki. Zdaj je vprašanje, kaj se bo dogajalo, ker ne vem, tudi Lipovic se je pokazal zato, da on tudi ni glih pripravljen biti nek pomočnik nor, prav z veseljem in verjetno tudi ne bo pristal na to, da bi bil. Jaz pa mislim, da je Lipovic pač po moje bila kle bolj direktiva ekipe. On je dirkal, vsaj v bistvu jaz sem še dal komentar po koncu drugega tedna, da se je videl, da je Lipovic pomočnik Rogliča, zato ker je stal direkt na vetru, direkt pred Roglo in je pač zgledal še na uni etapi, kukar da mu on bo pomagal. Jaz sem pa vedno rekel, da jaz tega nisem videla v celem turu. Se vidi na TV-ju. Jaz sem tudi gledala, pa mi nekako nikoli ni deloval, da bi grih Lipovic. Pa bi bilo kontra, ne? Pa bi bil Roglič pred njemu, pa v vetru, ne pa kontra. Mogoče pa Roglič ni mogel drugače. Ne vem. Lej, jaz nisem imela občutka v celem turu, no, da bi glih
Mogoče prve etape, da je nekako, ampak tam so mogli imeti nekaj trenja, že v prvih etapah se je videl s tistim pokrivanjem lukenj. Kaj se je v resnici dogajalo, oni sami najbolj vejo. Glede na to, da je prišlo po samem turu do totalnega razpada v vodstvu tudi Bore, kjer sta šla glavni trener pa športni direktor, najverjetneje so to posledice nečesa, a so to posledice neuspeha na turu, ali je bilo to predviden že prej, ali je bilo to s prihodom Remka določen, ne vem. Ampak mislim, da zdaj tudi danes je objavljen, da Remko ima, mislim danes, prej sem danes prebrala, da ima Remko možnost izbrati celotno ekipo svojo, da prepele karče, kogarče in da jih lahko imenuje. Tako da, ne, to so že prejšnji teden. No, se pravim, tako da tukaj ne vem, kakšna bo dinamika. Remko na tur, definitivno. Una dva verjetno bosta potem Vuelto pa Giro pokrivala, koga bo pa imel za pomočnike, pa bomo pa videli. Ja. Bliža se zdaj že dirka po Španiji. Jaz pa nisem vedel, to je že 23.8. se to že začne. Jaz sem mislil, da je to tam začetek septembra, pa je že zelo malo. Ja, tako da predvsem ko sem gledal štartno listo, se še ni vsega potrjenega itd. Ta najbolj zanimiv mi je, da Del Tora ni v UAE ekipi. Je že vsi ostali so predstavljeni, njega pa ni. Tako da to mi je bilo kar malo čuden. Vse mogoče se je to še kaj spremenilo, ampak zaenkrat imajo vse kolesarje, ampak njega nista. Juso pa Almeida sta. Jaz se verjetno, čeprav zdaj je Del Toro kar dost voz, ampak verjetno so pač tako ocenili, da bo dovolj. Je pa tako, če gledam štartno listo, pismo zna biti zelo, zelo zanimiva. Ja, jaz sem rekla, da bom gledala Vuelto. No, razen, če bi se od začetka že pokazali, da bo, ne vem, beden, ampak to skoraj ne verjamem, da bom gledala skoraj glih tako, ko sem gledala tur, čeprav ne bo Pogačarja, pa dejansko v bistvu sploh nema voz kakšen Slovenc. Novak je točno. No, ampak da bi glih zdaj rekla, da bomo pričakovali neke zmage, jih verjetno ne bomo, ampak bom pa glih tako gledala in to tako v bistvu sam z namenom, da Vingegaarda en stavče, vse kdo. Mislim, po moje bo zelo težko, ker pač kle podoben, kakor je bilo na turu s Pogačarjem, on bi po vsej logiki mogel biti toliko močnejši od vseh ostalih, ki bo prišel na klance. Ja, mislim, glede na... ga boš težko zlomil, kad niti razen UAE-a, mislim, da ni nobene ekipe, je pa res, da zdaj še ni vseh kolesarjev gor, Pri kakšnih ekipah je samo en kolesar zapisan za štartno. Tako da ga bo zelo težko, da bi ga 1-1, kdo lahko premagal, vsaj jaz ne vidim tega. Jaz sem tudi gledala, kar je bilo objavljeno štartne liste in zdaj mogoče tukaj Carapaz, če bi bil zelo dober, imel zelo dobro formo, eventuelno, zdaj ne vem, tudi Landa mu bo verjetno dihal za vrat. Ja, ne vem. Ampak jaz si tako vedno ta Landa je nesrečna, tista 4. mesta pobira mogoče mu Farata, čeprav tudi on je vsak let mlajši, tudi on mora imeti verjetno že kar nekaj čez 30, glede na to, koliko časa je na sceni. Pa so še neki je teh, ki so se tudi na turu pokazali, da so dobri, pa so bili med prvimi 10 na turu, jih je še neki na Zelena Vuelti. Vem, da je Felix Gal je tudi, potem je tale, ki je mislim, da tale, ki je zmagal na ali pa drugi na Mont Ventoux. Je še drugi na Mont Ventoux je bil ta od EF-a. Kaj pa je bil prvi? Prvi je bil pa od Quickstepa. Ali kva je, Dekonik. Ne Dekonik, te, ki so sodali Quickstep od Remkota. Ja, točno. Ne, drugače, kar sem gledal, Bernal bo... Bernal, no tudi Bernal, lej. Ampak mislim, ne, tako, dosti zvenečih imen bomo pa videli, kaj se na koncu mislim, tako, da bo mogel tudi mogoče tudi Vingegaard na oglih tako zdaj, da bi kar se odpeljal, a ne pa kar zmagal. Jaz mislim, da če bo vse tako, kar mora biti, bo podoben za prvi mest, jaz mislim, da podoben tako, kar je Pogačar odpeljal Giro.
Jaz ne vidim, da bi mu kdo lahko. Ja. Sej tako isto bi bilo, če bi Pogačar sam prišel, pa da ne bilo Vingegaard, da bi po moje isto vsi razmišljali, da bo 10 minut, pa bojo pa drug, tretji, četrt bojo pa v sekundah. Pač tako jaz mislim. Ker trenutno ne vidim po pokazanemu, da bi kdo bil kos pač Vingegaardu ali Ja, pa ne, Pogačarju. sigurno, saj smo tudi videli, tako kot si rekel, ja. Razlika na turu, koliko je bila med prvim pa drugim, pa pol med drugim pa tretjim. No. Ja, Skratka, ta teden si lahko pogledate dirke, ne vem, po Poljski je bila, to je bilo dirkali so ka juniori, zanimiva zadnjih 100 km skoraj da ne. Pol je bila Velta Burgos, Arctic Race po norveškem, Tour de Lane. Skratka, dirkanje je bilo ta teden, če ste imeli Eurošport požgan, lahko gledaš skoraj da ne cel dan. ja, no, jaz sem v tej dirki po Poljski brala danes komentarje, da se v bistvu tekmovalci pa ekipe oziroma se zelo borijo, da bi to dirko ukinili, ker je ogromen vedno pacov, hudih poškodb. Trenutno je od UAE tekmovalec v Medni Komi, ki je padel na drugi etapi. Mogoče se o tem niti toliko ne govori, kakor bi, ali pa ja, moraš malo prebrati, da bereš, no, ni zdaj toliko senzacionalno, ampak se govori o tem. To je Filippo Baroncini, je umetni komi od druge etape, ima poškodovano glavo, vretence na vratu, v glavnem je kar dobro poškodovan in v bistvu je bilo v kratkem na tej dirki je bila smrt Lambrehta, potem je bila nesreča Jakobsna, ki jo se še dobro zelo spomnimo, pa tudi lansko leto je bila huda nesreča Demarcheja, tako. Tako da letos so pa itak padali, mislim, da čisto na vsaki etapi, da ni bilo etape, kjer se ne bi kar fajn, tako da mogoče res ali za dirko, vsaj mogoče pa na organizatorja pritisnem, da se nekako drugače organizira, da se naredijo drugačne etape, kaj sem, ne vem. Ker je pa res, da tam verjetno tudi na Poljskem obstajajo kakšni klanci, pa bi lahko malo več klancev naredili, kakor jaz sem gledala malo, kadar sem pogledala, se mi je zdelo, da se samo spuščajo, sploh tako klanca neki ni bilo, a ne. Tako da je to kar letel. Je podoben kakšne te spomladanske klasike pač gre. Ja, kot spomladanske pa še hujš, ker se mi zdi tudi ceste, sem gledala, to se res vozijo po nekih, kada bi rekel, da se tamle dirkajo navzdol iz Lipoglava, no, mislim, res oska cesta, nič za nič. Pa ja, sej klasike po Belgiji, sej isti šmoren. Ja. Je pa zmagal McNulty, ne? UAE Emirates, se pravi, so pobrali, imeli so 3 med prvimi. Kjer je bil še 6, ali kjer je bil pol... Kristensen je bil, mislim, da 6, pa Rafael Majka je bil 8. Tako da to je bilo na dirki po Poljskem, tako Burgos je tudi zmagal Del Toro, tako da tudi UAE, ne, kar dober prednjač tale Delaine, ki je pa ful lepa dirka, drugače po Franciji, to je en predel Francije, ki smo mi tudi dosti kolesarili in je zelo lepo za kolesart, je zmagal pa tale Uti de Brux, se pravi od Vizme, ki ga pa tudi, ne vem, letos nismo kjer še videli, kaj je dost. Najbrž bo šel zdaj, no, pomagati na Vuelto. Ne vem, mislim, da ima UAE že Vizma, da ima že celo ekipo objavljeno. Vizma ima, ja. Vizma sem gledala, je imela objavljeno celo. Arctic Race je zmagal pa tale od Izraela. Fuck. To pa nisem niti spremljala. Ja, Pitcock je bil drugi od Izraela. A pa to je bila večdnevna dirka, je to to pa niti to je dirka po Norveškem. Malo sem videla, ampak to pa res nisem. Tako da nič, kva se lotva zdaj, tisti, ki hočete pogledati, si pogledajte te dirke, bile so definitivno zanimive. Greva zdaj kar na ocenjevanje koles. Zdaj jaz sem v glavi, da ste poslali 4 bajke, jaz sem najdel samo 2, tako da če za koga ni zdaj kolesa, ti bom zdaj dal itak iPada, tako da imava enega Niša pa eno Seko za oceniti, tako da bova to zdaj ocenila, dam najprej tep, kva greva na Niša, greva na Seko. Delno Seko pokaž. Daj Seko. A ti si že ogledal? Ne. Jaz sem si ogledal, sem, ki sta poslala, sam nisem pa prav. Ja,
prav orang pogledal. Je pa ta seka, vsaj meni, mislim, da je to ta, ki je najlepša barva. In isto uni niš je vsaj v živo meni, ja, bom rekel, Ja, da... sem ta seka, kot barvno je v redu, ampak ni pa... Drugače tako, ni tako ocenjujeva nekak glih tok barv, tepe se ne nič, krega se ne nič, tako da je vse lepo lično poštiman, kar se mene tiče, ti už itak mi preveč spacerjev, zate mene to tukaj ne moti v tem primeru. Tako pač lepo urejen kolo, nič nimam kaj posebnega za dodati, ni pa tako, ne vem, kaj ga pa vidiš, mi pa ni glih, ne vem, da bi rekla, to je pa... Je pa v redu kolo, da bi dal še, če bila še kakšna črna ketna. Mislim, glede na izgled, ker vse štima skupaj, vse pa še bi dala jaz 8. Dobro, da še 7. Jaz drugače ocenjujem, kot ti. Jaz ocenjujem, če skup pa še. Jaz načeloma pač meni je tudi vse top, kle spacerji pa una lučka zadnji, ja, to pač mene zmot. Vse ostalo pa ne morem kaj preveč, če bi gledal še po samo izgledu, ja bi dal jaz kakšno ketno pa OSPV. Pa ajde, jaz dam pa 8,5, po moje prvo kolo, kad daj mes več ceno, kakor ti. Ja, mogoče zato, ker me ni na prvi moment bil... Ja. Wow. Meni je drugač, da lahko še povem, kar se seke tiče. Takrat, ko smo začeli z Nišom, sem se jaz tudi seko še pogovarjal, da bi pač to začeli prodajati, ampak po pogovoru so mi bili od Niša dosti bolj, ko bi rekel... Odprti. Ja, in je bilo dosti lažje začeti delati z njimi, tako da sem se pol pač za Niš odločil. Zdaj, kukor pa poslušam, je pa zelo fajn kolo tudi za voziti, tako da imajo jih pa v uju in si jih greste lahko tja pogledati. Zdaj pa, kar se tiče Niša, ja, dam še to tebi najprej. A sem jaz tega Niša videl v živo? Po moje, da si. Ne. Nisem. Zakaj pa ne? Je, to pa ne vem. Pač kar se barvno tiče, meni tale Niš, po moje ta najlepši, kar smo jih dali ven. Do zdaj je pa res, da tudi ta od Borisa, ki je siv, ki je glih prejšnji teden smo ga dali na Instagram gor, mi je tudi tak evergreen, mi je ful všeč. To je zlat napis ali rumen ali kaj je to? Ne, to je srebrn. Srebrn napis je gor. Ja. Ne, barva mi je meni tudi všeč, čeprav nisem pač ljubitelj barv nekih norih takih pisanih, ampak je lep, zato ker je pač vse v eni barvi, mislim, vse je v istem, a ne. Kle me najbolj bode ta ketna nekako vam pade, če bila črna, bi bilo že veliko lepš, pa ne vem, ta kolo, jaz bi ga še nekaj poživela z nečim. Ok, ko bi dala pa oceno? To bi dala jaz oceno 8,5. Dobro. Nekaj ne vem, na feltne, ne vem, srebrnkast, kakšen, ne vem kva. Mislim, mogoče je kle problem, ker se na ta fotka, ja, ni glih Ja, feltne sive delujejo, ne črne, ne, mogoče zaradi svetlobe. Te napisi so sivi gor, ne, in grejo direkt z isti so, kakor je napis Niš. Pa se jih ne vidi. Ja, pa se jih ne vidi tako dober. Tako da, kar bi jaz kle dodal je sedež, kar Žiga dober ve, ker tale sedež gor pač meni res ni všeč. Je že tudi premehek, to se sicer na sliki ne vidi, ampak jaz pač vem. Pol je z OSPV-om pa s črno verigo bi bilo pa pač to in ko bo to enkrat dodal, pol jaz ne bi čist nič več na tem kolesu spreminjal. Na sončni svetlobi izgleda zelo hudo, na fotki teli mogoče ne glih najlepš. Ampak ja, na sončni svetlobi ta bike res seka ven. Kar se mene tiče, evo, spet bom dal oceno boljšo kot Petra, tako da jaz dam 9. Sam zaradi tega, ker vem pač, kako izgleda dejansko v živo. Tako da ja, ko bo pa spremenil še uno verigo, OSPV dal gor, pa kle ta bike, tudi če ima 105 opremo gor,
nimaš kaj. Ja, dajte se, če nova kolesa za kupujete spremeniti. ali pa menjate ketne, v večini primerov zdaj, no, nekako lepši pa še črna ketna, kukar pa Ja, pa ni nek kovinska. strošek. Pa ni strošek, točno to. To Ja. je zelo ista cena. Tako da ja, no, ta črna ketna zelo naredi kolo lep, sploh če imate visoke obroče, črne, jasno se ponovadi, pač mislim, je valjda karbonski, so visoki obroči in potem še ta črna ketna naredi sigurno kolo bolj tak izgled, na izgled veliko lepši. No. Ja. Tako je Tako pač, kot to so kolo nekako zadaj. te zdaj mode. No. Ja. Evo, znači, zdaj grejo pa še na tele plašče, kle znava ali zelo hitro zaključiti ali pa kar dolgo debato imeti. Se pravi, na svet, kar se tiče plaščev, pa bom jaz najprej povedal, kaj se gleda zdaj pri plaščih, kje so kakšne te razlike. Se pravi, pri samu eden je komentiral, da naj malo obrazloživa ta ERT-TRO, se pravi, po evropski zakonodaji, kako se gleda, kjera dimenzija je ta prava, ne, je 700 krat, je 622 itd. In ta 622 je v bistvu primer obroča. Tako da to je lahko in za specialko, in za trekking kolo, in za 29-colske gorce je vse isto. Se pravi 622, pol so pa samo širine, se pravi taka je pol naprej cifra, ne vem, 23 do kaj sem koliko 50 plus ali pa še več, je pa v bistvu samo širina plašča. Tako da jaz za gorska kolesa, za trekking itd. Se niti nisem pozanimal, vam pa lahko povem, kaj je optimalno glede na širino obročev, da imate, ko bi rekel, da je najbolj optimalen plašč za gordati. Se pravi, če imate 25 širino obročev, 25 širino plaščev, je notranja dimenzija obroča od 19 do 21. Od 21 do 23 je za 28 mm širina plaščev, se pravi, če imate 23 do 25 obroče, se pravi, notranjo dimenzijo široko je za 30 mm plaščev optimalno, se pravi, vse, kar je pa potem 25 pa gor, je pa potem za 32 plašče ali več. Zdaj več na specialki se že zelo redko vozi, oziroma tisti, ki vozijo, so bolj endurance, mogoče se ne gleda toliko, koliko se zgublja vatov. Zdaj, šel sem tudi čez nekaj teh testov, ki so jih delali. Če ni optimalen plašč, se izgublja na, se pravi, vate pri določenih, se pravi, tukaj govorimo o 30 km/h do 45 km/h, približno 0,7 vata do 2,4 vata minusa, če se uporablja pač širšo gumo. Se pravi, če imate obroče, ki so 19-21, vi pa uporabljate gor, ne vem, 30 plašče, lahko zgubljate tudi 2,4 vata ali pa tukaj mogoče tudi še kaj več. Tako da to je zelo na hiter, tako da tisti, lahko si pogledate te dimenzije na spletni strani, se pravi, če hočete imeti 30 plašč, je dobro, če avtomatsko gledate tam nekje 21 do 23 notranjo širino pač obročev. Zdaj, koliko se dejansko zgublja, je logično, še najbrž potem pomembno, koliko imate napumpane gume, pač polhanje enih faktorjev, ampak tukaj, kar sem jaz lahko van dubu, da ni preveč nakladanja, je bilo sam to, kar sem vam pač povedal. Zdaj, jaz sem šel še čez te glavne tele plašče, tako da boste približno vedeli tudi še kakšne so kaj teže teh plaščev. Se pravi, najprej za konti, vsi so 28 mm širine, tako da za 30 je edin tata nova, ki je Petravos, Archetype, pa gremo kar, se pravi, konti 5000, S je 274 gramov, zdaj, Kont ima na 1001 spletni strani poln različnih dimenzij. Najdu sem od 220 gramov do 280, zdaj, koliko dejansko je res, ne vem. Pol imate, če je tubeless, je 280, če je TT, to, kar je Pogačar vozil 28 širino, je 245, pol pa Archetype je pa 275, sam ta je širina 30 mm. Zdaj pri Vittoriji imate Corso pa NXT, NXT je 220, Corsa je 255, s tem, da je zanimiv pol za tubeless, je pa
305 NXT, pa 280 Corsa, tako da zanimiv. Pol imate pa še Pirelli Race RS, je pa za 28 mm 230 gramov, če se vzame tubeless ready, je pa 290 gramov. Tako da jaz moram reči, da sem prvič sploh kakšne take podatke bral, ker če sem čist fair, me je bolj pomemben, kakšen je občutek plašča, ki ga dam gor, pa koliko mu jaz lahko zaupam, ko se pelem v vink, koliko je udobna, v mokrem, kako se drži. Tako da tole je za vse tiste, ki vas zanimajo take, ki ste več za računalnikom, kakor na kolesu, pol vam je to lahko pomemben, ker jaz mislim, da je kleto če zelo pomemben, koliko se plašči pumpajo, itd. Ampak ja, tukaj tudi jaz delam kar dosti napak, sploh kar se tiče pumpanja, tako da in pol hiter kakšne defekte dobim. Ampak ja, jaz imam rad malo manj napumpan, pa da je ful dober oprijem, tudi vožnja je bolj udobna, kakor pa da bom zdaj nabutil malo prevečno. Zdaj, kar se tiče samih plaščev, midva se oba dva imela tudi tubeless gor, pa trenutno so oba dva na zračencah, TPU zračencah. Petra vozi to novo gumo od Continentala Archetype, ki je lahko tudi pokličete v Velobar, pa vam jih Mersat zrihta po zelo dobri ceni. Kar se tiče pri meni, imate Vittorio, tako da pol pa tisti. Kar hočete, vse dobite pa na Ziherlovi 10. Pirellija nimamo, vem, da jih imajo ta stare, ne te, ki sem jaz opisal pri Španu, tako da če koga zanima, vem, da jih imajo zdaj v Karorank akciji, tako da greste lahko tja. Mi pa zdaj lahko začnejo debato. Najprej, zakaj si šla na TPU, zakaj nimaš več tubelessa? Čist enostavno, zato ker sem imela noter tale mlek. In ko je prišlo enkrat do poškodbe plašča, pa niti ni bilo tako grozno vse skupaj za videti, bi bilo za pričakovati, da se bo to zamašil. Kar se tudi dejansko tisti moment je, pa je tudi Mersat pol še klema mleka dolil, pa ne bi to držali. Ampak ko smo se odpeljali na prvi en izlet po tistem, sem je zelo hitro ostala, spet je začel ven vse špricati, tako da sem ostala na cesti in sem se potem z dopumpavanjem, s tisto pumpico sem počasi prišla nazaj do lokala in nisem šla tisti dan na izlet. Tako da v bistvu tudi Mersat je bil potem malo presenečen, da tako majhne luknje ni zafilil ta mlek. Tako da sva potem, tako sem imela imel Mersat tudi tubeless, tudi je imel, ne? Tako da sva, ja, tudi ja. Tako da sva, jaz sem takrat rekla mu tisti moment dol, stran, daj mi noter zračnico, ker to je pač saj lahko potem, če pride do nečesa, se lahko pelem naprej. Sicer eni tudi zračnice dajo v te tubeless noter, ko jim mleka, ne, se pravi zataji, ampak je tam problem, ker je to vse umazan, na cesti si mlek ven teče, ti moraš to zdaj nekje sprati oziroma noter zračnico dobiti. Sicer še nisem tega videla, da bi to delo, ampak baje, da to delajo, no. Ne vem, si to kdaj videl. Ja. Ja, pač svinjarija je. Ja, je pa spet tako, da če je tam lukenca velika, pa da imaš to TPU zračnico, tudi TPU zračnica ven čez luknjo pogleda in pol spet nisi nič naredil, tako da je to zelo tako. No ja, se da. Jaz mislim, da se da oboje rešiti problem pri tubelessu in sam svinjarija. Jaz še vedno mislim, da če znaš zamenjati zračnico, da je veliko manj dela s tem, pa veliko lažje vse skupaj narediti, kakor če ga nimaš in bi pač to rekla, da je to zadeva so tele to bolj za mogoče profesionalce, za nas za rekreacijo pa še vseeno bolj zračnica uporabljena, sploh če delaš veliko kilometrov, pa si sam, pa zračnico lahko zamenjaš v končni fazi, če imaš dve slučajno sabo, tudi dvakrat ne na furi, tam, ko si pa začne enkrat ta mlek ponavljati, pa lahko sam še kličeš. Zelo podobno pol kot tubular. Ja. Mislim, jaz lahko povem, da sem šel na zračnico izključno samo zaradi tega, ker je sistem lažji, in to je to. Meni je tubeless, sem ga imel 3 leta, sem ga imel konstantno, lani, ko smo začeli s TPU zračnice uvažati, sem v bistvu sam zaradi tega, ker smo jih mi začeli in sem pol
pač je tudi, če ti voziš, če jaz vozim, jih lažje pol tudi prodam in sem šel zaradi tega gor. Nimam težav nekih, razen zadnji teden, ko sem počel 2 ali 3, ko sem imel premalo napumpan, sem šel z 90 kilom, pa sem imel tudi kdaj sam 3 bare noter, tako da. Ja, to je, ampak overall pa nimam nekih jaz bi še vedno vseeno, težav. se pravim, da te tubeless, kukorkoli, tudi mersati na servisu rekreativcem, ki ali začnejo voziti ali pa ki so v dilemi, nekako vedno svetuje vseeno raje še vedno zračnico in tudi tega ljudje ne vejo, ne, da je treba s tem, ko imaš ti tam mlek noter, da moraš te v bistvu praviloma maksimalno nekje na pol leta, tudi če nisi prebušil, tudi če ni luknje, bi mogel dati praviloma zračni, se pravi plašč dol, ga upreti, pa na novo mlek noter nalit, da se mleka samo ne doliva, mlek se noter strjuje, mlek se doliva, v bistvu ti potem sam težo delaš večjo v zračnici, v plašču samem in nisi nič naredil s tem, mlek nima več efekta, mlek več ne deluje in ni več tega gibanja in potem v bistvu nisi nič naredil, totalno nič. Čemu si mogoče še otežil, kolo naredil še težji, tako da to so stvari, ki jih ljudje ne vejo, ne? Sploh če niso nikoli uporabljali. Mir se dobi take plašče, da je to groza, da jih potem pere in rihta, da je to v bistvu se je začel tudi izogibati koles oziroma da bi prav z veseljem menil oziroma je to tudi zdaj ratala druga cena, praktično skoraj tako, ko bi se s tubularjem ukvarjal, je to kar del. Tako da Ja, se tudi jaz sem, ko dobim kdaj kakšnega s tubelessom, pa ko moraš zamenjati pol plašč, pa mi je kar, bože, glih nazadnje je bila klele gospa soseda, ker najprej, ko mi sploh ni bilo jasen, kako, zakaj ne nafila, ne? Sva šla z Mercedovo električno pumpo, pa ni zagrabal. In je fora, da moraš dati plašč po vseh robovih dol, da zagrab. Ker če sem jo dal sam na eni strani, da sem dolil, in nazaj gora, ne. In ni bilo, sem mogel dati na obeh straneh in pol je pa takoj zagrabil. Tako da ja, pač meni trenuten zračenca mi ustreza tudi, da bi rekel, da je toliko trša vožnja s TPU zračencami niti ni, ker prej z unimi navadnimi zračencami se mi je zdela trša vožnja, zdaj s temi se mi ni zdi toliko. Ne, je TPU sigurno bolj mehko, vse skupaj bolj deluje, bolj vsa zadeva skrb dela, ne. Pa še tudi mislim, da danes so te plašči sicer res odvisni, tako kot si zdaj ti naštel, sem te kar poslušala, pa zelo dobro si povedal, tako da če sem te jaz razumela, te bojo verjetno še kakšni drugi, ker jaz tebe včasih težko razumem, danes sem te pa. Tako da ja, že ni glih tehničen tip, ampak danes je zelo lepo povedal in je zelo je zdaj modern ali pa zelo se vozijo že praktično zelo veliko na 30, a ne, širine je pa res, da je spet odvisen kakšen imate obroč, da je to se vse zadeva pozna in jaz sem tudi zdaj na 30 širine prvič, sem bila tudi eden bolj tistih čim bolj loži, pa čim bolj napumpan, pa čim bolj trdo, pa tako sem skozi smer se dotežila, da je mi še na pumpi, no zdaj sem to čisto prepustila, da naredil čisto po svoje in moram reči, da se res na telih tanovih plaščih malo manj imam napumpane kot prej, 30 širine, TPU zračnica not in je tako lepo se čuti gumo, ko sem se prvič gor usedla, pa sem zapeljala tako čez eno tako luknjo, ne zdaj luknjo, čez lukenco, a ne, pa malo čez kanal, ko zapeleš, ful ne čutiš. Ne čutiš ničesar, kar si povozil, to sem bila prav presenečena, no, tako sem pač, veš, ko čakaš, v kanal bo, ne, še na rundo smo šli, pa pričakuješ da te vzrukali, pa nič, res, tako mislim, vrhunsko, no, kar se do zdaj tiče, pa tako, ko si rekel, kaj te je pomembno pri gumah, a ne, kako se počutiš, še ena od stvari, ja, kako se počutiš, kako ji zaupaš, je pa tudi tako obraba teh plaščev, ne. Da sva sprobala vse te plašče, ki si jih ti naštel in najdalj časa in tudi mislim, da z vidika enega rekreativca na koliko časa menjaš, ker cenovno so to pol kar tema, ne, tele, ki si jih ti našteval plašči, je tudi pomemben, koliko časa lahko voziš, ne. In midva sva v bistvu najmanj časa Pirelli lahko imeli gor, potem Vittoria in potem najbolj trpežen je Continental, ne, 5000-krat, tako da to se res lahko zelo dolg časa voz. Mogoče ta 5000 dobro pove, da 5000 km sva kar lahko naredila komot z njimi, z Vittoria pa veliko manj.
Tako da je veliko hitrejša obraba, je pa Vittoria zelo mehka guma, nimam kaj reči, lepo pobira, isto požira, ovinki so krasni, samo pač glih to, da si v bistvu, jaz sem še malo bolj tak smotan voznik, pa malo bolj bremzam, pač ne znam glih tako lepo bremzati, kot vi ostali, in sem jo zelo hitro znucala, zelo hitro znucala. Ja. Mislim, jaz pri Vittoriji, rečemo pri 90 kilah, je pa tudi tako, pri gumah je treba vedeti, da več tisti, ki več voste klance, hitrejš bo te znucal, zaradi tega, ker je več trenja je v klance. Sprav, več višinskih, ki naredite na mesec, hitrejš bo plašč šel. Jaz pri Vittoriji približno tako 2000 km se že vidi, da je obrabljena, dobrih 3000 bom rekel, da je na uni meji, da jo pač moram zamenjati, tako da to je približno to. Kar je pač meni bolj všeč, mislim, govorim v zadnji, sprednja je načeloma dobra, sem imel bivšega sodelavca, on je naredil 7000 z Vittorijo, pa je tudi dosti klanca vozil, sam je imel okrog 70 kil, je naredil 7000 z setom, pač jaz toliko ne morem narediti z nobenim gumam. Tako da, ja, tukaj zelo na hiter. Hotel sem sam reči, da pri Vittoriji, kar je meni, ker sem mislim, da je 2 podcasta nazaj že omenila, občutek, ki mi ga daje, ko se zapeljem v ovink, pri Vittoriji se mi zdi, da imam ta občutek, da čutim, kdaj sem na meji, medtem ko pri Contiju se mi zdi, da sam enkrat zgine meja in sem na tleh. Pa se ti nisi bil nikoli na tleh? Ja, glih s Contijem. In mogoče zaradi tega ne maram in ne dam gor nikoli, tudi ne bom dal gor nikoli, tako da pač to je ves razlog, da ne maram glih kaj preveč. Contija Pirelli sem sicer vozil, ta star model, ne tak, ki sem ga zdaj povedal, ne RS, pa meni je sicer bil okej, bi rekel, da pri trpežnosti, da je glih nekje vmes med Vittorijo pa Contijem, se pravi, da zdrži malo več, predvsem tako, če so kakšen ta makadamka je, se mi zdi, da Vittoria najhitrejš dobi kakšno zarezo noter. Je pa meni še vedno glih zaradi občutka, ne vem, meni se zdi tudi hitra, čeprav vem, da po raznih testih mislim, da je TT od Contija, da ta ne bi bila najhitrejša guma. Ne vem. Ja, jaz sem se na Pirelliju najslabše počutila. Ja. Sploh kar se tiče spustov pa ovinkov. Tudi kar nekaj jih poznam, ki sprobavajo tako, ko pride nov artikel ven, ne klele, ki se že kar kolesarja celo življenje že. Ja. Pa so imeli zelo podobne izkušnje s Pirellijem, tudi ta spodrsavanje zadnje gume zelo hiter je bil, tako da, ampak to so verjetno stari modeli, zdaj mogoče kaj drugače, ampak ja. No, sprobaš, narediš tistih 2000-4000 km in če ti ni dobro, ne kupaš več tega in kupaš kaj drugega, jaz to pravim. Sej, jaz sem glih to hotel začeti, da pri gumah je najbolj to, da testirate. Bom pa takoj poudaril, da če vam gre guma, ali pa če ste dobili kar naenkrat 2-3 defekte, v večini primerov bi se vam to zgodilo pri vseh plaščih in ste imeli sam pač smolo. Jaz edinkrat, ki je prišla, da je bila res guma kriva, je bila Michelin Pro 4 Race, ki je bila zelo lahka, mislim, da je bila pod 200 gramov težka in takrat smo vozili, mislim, da še 23, mogoče 25. Je res, da sem dobil 4 defekte v enem mestu in pa sem imel dosti in sem jo zamenil in takrat ne vem, na kva sem šel. Ampak mislim, da sem takrat prvič Hutchinson probal tubeless za cesto, pa to je bilo leta 2010, nekaj tazga. Tako da, ja, to je to zelo na hiter. Mogoče še v samem tlaku. Kar bi svetoval, tukaj je spet malo trial and error. Na vsako spletno stran, ki greste od proizvajalca, si lahko pogledate, koliko oni priporočajo za vaše kile, pa na širino plašča, ki jih imate. Tako da začnite tam, pa si lahko napumpate naslednjič malo več, malo manj, pa boste videli, kaj vam najbolj ustreza. Ja, tako da to je zelo na hitro od teh plaščih. Jaz sem zdaj tam od dobrih 4,5, prej 4,8 do 5 barov, kle nekje si pumpam v B2, pa lahko rečem, da mi je ok. Pa ti imaš 28? Jaz sem 28, ja. Ti, ki imaš 30, ki je definitivno lahko pač manj. Jaz se to tak meni mirsat pumpa. Ja,
Ampak imam pa na 4. Še lažje si je. Nekje. Tako da, to je to za danes. Naslednjič, kaj bi začela debatirati, če malo v sedežih? Ja, to tudi ni slabo. Tako da je neka tema, tako da evo, naslednji teden, če vas karkoli zanima o samih sedežih, če sva karkoli pozabila, vem, da je kle še hookless, tubeless in polhane enih različic je, ne bova kaj pač niso govorila zaradi tega, ker noben od najo ne uporablja in da nova zdaj neki sami izriti govorila, je pač brez veze, da se tega lotva. Imate pa polhan tega za prebrati oziroma za pogledati na YouTubeu. Tako da, to je to, sončki. Do naslednjega tedna, uživite na bajku, vidimo se na rundah, ta teden bo ful lep vreme, tako da danes, ko vi to gledate, runde so, izleta pa ne bo, no, ta vikend izleta ne bo, je praznik, pa imamo malo frejsmo, pa bomo vsi malo, tudi vi pejte malo po svoje, odpeljte kakšen dober klanc mogoče, glede na to, da bo vroče, pejte v kakšne hribe, Krvavce blizu Ljubljane, tisti, ki nimate ideje, mogoče je čas, da zdaj Krvavce odpeljate, natrenirali ste, tako da se pol vidimo pa naslednjo soboto na izletu, ko bo letap, pa runde so pa vsak torek, četrtek, ob 5, to me skozi sprašujete, danes je še en klic v lokal, kdaj so runde, tako da ne vem, kam bi še to napisali, ampak do konca sezone vsak torek, vsak četrtek, tako da to je to. To je to. Sončki, uživite na bajku, čau. Čau.